Dajmo pogledati vašo napoved biki. Danes bomo pogledali vašo bližnjo preteklost, trenutno situacijo in bližnjo prihodnost. Potem pa bomo z dodatnimi kartami še malo bolj podrobno pogledali, da bi dobili kakšne nove informacije ali nasvete. To so splošne napovedi, zato se je potrebno pomene interpretirati po lastni presoji. Kar se ne poistoveti z vami, ignorirajte, vse ostalo pa brez dvoma sprejmite. No, biki, idemo kar začeti. Okej. Kot osrednjo energijo tega tedna imamo trojko mečev. To karto mislim, da so imeli tudi raki kot osrednjo energijo, tako da če imate v svoj rojstni karti raka, se lahko energije zelo podobno nanašajo, bomo videli še sproti. Lahko pa tudi navezuje, da ste v bistvu v nekem odnosu s kakšnim rakom ali pa z nekom, ki ima velik vpliv raka v svojih znamenjih, mislim v svoji rojstni karti. Sicer pa ta karta nakazuje na to, da bo ta teden da bo v ospredju to, da se znebite nekih čustvenih ran, nekih čustvenih bolečin, nekih razočaranj ali pa enostavno nekih stvari iz preteklosti, ki so vas prizadele. Dajmo pogledati, kaj se v preteklosti dogajalo. Zdaj, tukaj, kot vidim iz teh kart, tukaj je, da ste dobili neko novo znanje, ki vam je v bistvu odprlo, vam je dalo neko novo upanje. In to upanje vas je v bistvu pripeljalo do neke zmage. V preteklosti je, da ste nekako našli neko svojo pot, neko veselje glede te situacije in tudi na nek način neko zmago. Nekako ste v bistvu nekaj ste dosegli, kar ste si želeli doseči, in to vam je na nek način uspelo. In tudi vam je dalo neko novo znanje za naprej. Zdaj, v trenutni situaciji je videti, da ste se znašli v nekih konfliktih. In te konflikti se nanašajo na nekaj, kar vam je nekdo vam je nekaj vzel, nekdo vam je nekaj izmaknil ali pa se nekaj mogoče zaključilo, nekaj končalo. In tukaj je videti, da čutite te neke konflikte zaradi te situacije. Nekako se obremenjujete zaradi teh dogodkov in verjetno so to navezani točno s to čustveno bolečino. Zdaj, za bližnjo prihodnost imamo tukaj devetico novcev in desetico palic. In v bistvu jaz bi rekla, da navzven, da se bo ta situacija umirila. Nekako boste našli to neko zadovoljstvo, veselje, nekako boste premagali te trenutne energije in se boste spet nekako dvignili na to energijo neke preteklosti, ko vam je nekaj uspelo. Ampak nekako pod površjem boste še vedno čutili neke dvome, mislim, neka bremena, nekaj boste še vedno zaključevali in želeli spraviti do konca. Zdaj, tukaj imamo devetico in desetico, kar nekako nakazuje, da se bližate koncu nekega obdobja, nekega odnosa, če je to nek obremenjujoč odnos ali pa enostavno do konca poglavja v nekem določenem odnosu. Dajmo pogledati malo bolj natančno, kaj se tukaj dogaja. Tukaj imamo asa novcev obrnjenega, viteza kelihov in viteza mečev. Aha. Okej, zdaj jaz to tako vidim. V preteklosti je tukaj prišlo neka razjasnitev in to je to, kar vam je dalo to upanje. Zdaj, tukaj pa vidim dve osebi. To ste lahko vi, in to je lahko recimo vaš partner, to je lahko vaša želja, lahko je to neka druga oseba. Skratka, dve osebi sta se na nek način borili za to. To so lahko recimo tudi zdaj ljubezenski trikotniki ali pa
Zdaj lahko recimo, tukaj imam več scenarijev, ki mi pridejo na misel, ampak recimo to bi lahko, ta lahko recimo predstavlja vas in vi nekako pridete do nekega upanja novega, nekako najdete svojo moč ali karkoli in potem sta tukaj dve osebi, ki se borita za vaše srce. Zdaj lahko je to neka situacija, neka vaša želja in se tukaj vidi vas in še nekoga, ki se na nek način tekmujeta, kdo bo to dobil. Nekako tako. In zdaj jaz vidim, da ste v preteklosti vi dobili to zmago. Nekako ste vi dobili tisto, kar ste si tukaj želeli. Vidimo, kakšna je bila akcija in izid. Okej. Zdaj tako, iz teh kart bi zdaj razbirala, da ste se v bistvu, da ste imeli dve situaciji, so se borili za vašo pozornost. Ampak tukaj se mi zdi, kot da ste mogoče izbrali napačno situacijo. Tako bi to nekako interpretirala. Zato, ker tukaj imamo to štirko kelihov in zdaj, če pogledamo, ne bom zdaj obračala kart, se mislim, da vidite, ampak recimo tukaj imamo tega viteza kelihov, ki prihaja do tega asa mečev in tukaj imamo viteza mečev, ki tudi gre proti temu asu mečev. In to ste recimo vi in tukaj je tale vitez kelihov. Ampak vi se osredotočate na to drugo, tega viteza kelihov sploh ne opazite in tukaj vidite, kot da ste potem izbrali to drugo osebo, to z meči. To, da so meči, recimo to je neka oseba, ki je zelo taka čustvena, zelo nežna, zelo romantična. To pa je neka oseba, ki ima bolj neke konkretna dejstva, ki je nekako bolj, recimo bolj usmerjena k nekim rešitvam, tako bolj je vse nekako, je ful malo čustev nekako, tako bi rekla. Recimo zdaj, če gre pogledamo malo horoskop, to so lahko vodna znamenja in tukaj zračna znamenja, torej tukaj imamo rake, škorpijone, ribe, tukaj imamo tehtnico, vodnarja in dvojčka. Ni nujno, da je povezano kaj s temi znamenji, ampak zelo velika verjetnost pa, da je. Nekako ste se odločili za to drugo možnost in verjetno je bila ta odločitev za vas slaba, zato imamo tukaj zdaj te konflikte. Dajmo pogledati, kaj se dogaja v trenutni situaciji. Zelo možno je, da se tudi obremenjujete zaradi tega, ker niste, mislim, da ste izbrali napačno odločitev. Tukaj imamo devetico palic obrnjeno, dvojko kelihov obrnjeno in paža novcev. Ja, tukaj bi definitivno rekla, da nekako zdaj, če niste izbrali nobene odločitve, zelo možno, da še vedno razmišljate in se še vedno odločate, še vedno nekako imate to vašo željo v ciljih, mislim, imate to vašo željo v mislih, ampak ne veste točno, kako jo doseči. In tukaj ve, da nekako razmišljate, nekako tehtate te možnosti. In to v vas povzroča razne notranje konflikte in tudi tukaj imamo kot osrednjo karto luno obrnjeno narobe, kar nakazuje, da pridejo na površje naši strahovi. Ampak jaz bi rekla, kot da se tukaj, da se vam zdi, kot da ste zamudili neko priložnost. Da, kot da je recimo tista prava oseba, da je nekako zdaj kot šla po svoje, se mi zdi, ali pa nekako tako, oziroma ne, da bi šla po svoje, ampak nekako vam ne namenja več toliko pozornosti, kot ste pričakovali ali pa kot bi si želeli in to v vas v bistvu vzbuja neke konflikte. Zdaj kot karto nasveta in karto izida imamo karto zmernost in sodbo obrnjeno narobe. Definitivno je tukaj čas, da se pozdravite. In to imamo tudi tukaj tole trojko mečev,
kar nakazuje na to čustveno bolečino. In tukaj je pomembno, da to čustveno bolečino nekako pozdravite. Torej, da razmislite o tem, da nekako sprejmete, da se to dogaja, kot se dogaja, in da se zavedate, da se vsi te dogodki odvijajo zato, da vas v bistvu usmerijo proti nečemu lepšemu. Definitivno tukaj, če si boste vzeli čas, če boste pretehtali možnosti, če boste razmislili o pozitivnih in negativnih vidikih, če boste nekako se osredotočili predvsem vase in tukaj v sebi našli nek mir, vas bo to pripeljalo do neke osvoboditve, do nekega novega spoznanja, ki vam bo pomagal v bistvu, da prekinete neke stare vzorce in da se nekako osvobodite teh bremen, teh konfliktov. Dajmo pogledati zdaj še bližnjo prihodnost. Tukaj imamo karto stolp, devetico mečev in paža kelihov obrnjenega. Biki. Zdaj tukaj imamo 3 velike arkane zaporedoma, kar nakazuje v bistvu na dogodke, in to sem vam že prejšnji teden govorila, na katere sami nimamo vpliva in v bistvu se dogajajo nekako izven naše kontrole. In tukaj vidite, da vas lahko pričaka v prihodnjem tednu oziroma v bližnji prihodnosti nek dogodek, ki vas bo na nek način šokiral. Nekako vidite, da boste to našli v sebi, to neko srečo, zadovoljstvo, mirnost, karkoli, ampak ta dogodek bo nekako prinesel ta bremena s sabo. In ta bremena vas bodo obremenjevala. Nekako boste premišljevali o teh vaših korakih, tukaj lahko pridejo kakšni strahovi na površje, zaradi katerih ne boste mogli spati. To zdaj ni nujno, da je nekaj ful traumatičnega, to je ful nek tak dogodek, ki, ne vem, ti pokvari cel teden, ne se ustrašiti. To gre lahko za neko tako novico, ki te na nek način šokira in v bistvu pol se sprašuješ o tem, kaj pa kako naprej. Ampak zdaj tukaj imamo kot tretjo karto imamo paža novcev in tukaj imamo pa kot tretjo karto paža kelihov. Oba sta usmerjena proti prihodnosti. In to je definitivno dober znak. Tako da jaz mislim, da v bistvu tukaj zelo možno je, da na nek način, da se odločate med 2 osebama ali pa 2 potema, 2 željama. Dajmo pogledati še tukaj na svet in izid. Na svet imamo 8 mečev obrnjeno in izid 10 palic. Ja, tukaj je definitivno pomembno, da se znebite teh nekih situacij, ki vas omejujejo. In da v bistvu v njih prepoznate neko moč. Zdaj, ker imamo tukaj 10 palic, ponavadi nakazuje na to, da imaš neka bremena, da nosiš neko breme proti sebi. Ampak jaz bi rekla, da tukaj bolj nakazuje na to, da se v bistvu bližate temu koncu, temu zaključku, tej končni odločitvi in da je v bistvu to še nek zadnji korak, da pridete do tega. Ampak dajmo samo še, zdaj tukaj imamo pa še trojko, tukaj imamo trojko kelihov, trojko palic. Če se prav spomnim, sem tudi v prejšnji napovedi govorila o tem, da so tukaj neke 3 osebe. Ne spomnim se točno, kaj je bilo. Ampak zelo možno je, da ste nekako se zdaj osredotočili bolj na eno osebo in prihodnjem tednu se boste na drugo. In nekako tukaj ni nujno, da oseba, to je lahko tudi želja, služba, kariera, karkoli. In tukaj vidite, da vam bo to povzročalo neka bremena, ker nekako jaz bi rekla, da hočete vse 3 okoliščine nekako spraviti v neko celoto, da bi vse 3 stvari nekako funkcionirale. In to vas bo bremenilo, ker nekako se vam bo zdelo, kot da ne morete imeti obojega, ali imate lahko eno, ali imate drugo. Dajmo samo še pogledati tukaj malo bolj podrobno to 10 palic, kaj sporoča. Šestica novcev in evo, trojko kelihov sem zagrabila čisto naključno.
Kaj imamo tukaj? Devetico novcev. Ja, tukaj gre definitivno za to, da vi hočete nekaj spraviti v neko harmonijo in v bistvu dve osebi, dve priložnosti nekako jih uravnovesiti oziroma nekako v obeh najti neko srečo ali pa se obeh znebiti, ne vem. Zdaj tu je lahko pri vsakem obiku malček drugače, ampak jaz bi rekla, da bolj gre za to, da si želite najti neko harmonijo v vseh teh okoliščinah in nekako trenutno ste se bolj osredotočili na eno osebo in tukaj nekako boste razčiščevali z neko drugo osebo, ki vam je mogoče na nek način boljša, ampak vam hkrati vzbuja dosti nekih dvomov, dosti nekih strahov in tukaj ste nekako omejeni. In jaz bi vam rekla, da ste na pravi poti, definitivno, ampak pomembno je, da se znebite teh nekih negativnih prepričanj oziroma nekih omejitev, ki jih sploh ni. Biki, upam, da vam je bila ta napoved jasna, da ste si jo znali interpretirati. Hvala, ker ste ostali z mano do konca in se vidimo prihodnji teden.